Spoštovane in spoštovani, že pred nekaj tedni sem posnel video, da tukaj pred Mitrejem lahko vidimo, kako se na Ptuju obnašajo do zelo dragocene kulturne in rečemo temu tudi takole zgodovinske dediščine. Kot rečeno, to je že nekaj tednov nazaj. Vem, da so pristojni in pristojne ta video videli, ampak sedaj, 18. septembra, se lahko prepričamo, da te deske še zmeraj ležijo tukaj na spomeniku. Danes je celo zanimivo tole tukaj, in sicer ne vem, čemu to služi. Morda drži vrata. Bom kar probal. Ali je namen tega? Ne, ni namen tega to. Skratka, to je nekaj, kar se v razvitem svetu, v razviti Evropi, pa ne zgolj Evropi, vzemimo tudi kar celoten svet za vzor, ne zmeraj samo evropsko. So tudi države, ki niso evropske in so odlično razvite. Se seveda na razvitem nivoju to ne dogaja in toliko bolj zaskrbljujoče je, da ostane, kljub temu, da se jasno in javno na to opozori, torej niti opozorila ne zaležejo, uničevalna banda melje dalje. In to je indikator, da smo izgubili stik s tisto zdravo etiko in moralo, kajti očitno je, imenujemo jih takole, čeprav niso v realni luči, očitno je vladajočim dovoljeno vse. In tisti model, da se na nekaj spornega opozori, da bi že iz same neke sramote človek šel nekaj spucat, očistit, odstranit, niti tistega več v Sloveniji ni. Lahko pokažeš, da nekdo uničuje spomenik in očitno ostane pri tem, da si pač pokazal, da nekdo uničuje spomenik. Torej, čas je za temeljito, celostno in celovito reorganizacijo Ptuja in s tem revitalizacijo, zato ker Ptuj crkuje. Ni druge opcije.